Magister Miran Pustoslemšek je specialist psihiatrije, ki ima tudi magisterij študija etnologije in kulturne antropologije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Zaposlen pa je kot vodja enote za forenzično psihiatrijo oddelka za psihiatrijo UKC Maribor in nam bo predstavil disocialno osebnostno motnjo. Lepo pozdravljeni. V tokratnem predavanju bi želel povedati par stvari o tem, kaj nam disocialna osebnostna motnja lahko pove novega o odnosih. Za začetek bi pokazal par nedavno objavljenih podatkov s strani Generalne uprave naše policije, in sicer o porastu števila umorov in pa ubojev v preteklem letu. Kot vidite na tej razpredelnici desno zgoraj, imamo opravka s porastom približno 30 do 50%, kar se tiče homicida. Ta številka je kar visoka in seveda ti primeri so večinoma odmevni, dnevno praktično skoraj beremo o tem in slišimo v medijih in se seveda sprašujemo, kaj vse se skriva za temi številkami. Zdaj, dosti je govora o tem, da ima to neko povezavo tudi z epidemijo korone, ki je zdaj prisotna, ampak sigurno je treba razmišljati o tem, kaj so pa tisti procesi, ki pravzaprav generirajo tak porast, da se pravzaprav težko prenašamo včasih drug drugega v krogu, kjer bi človek pričakoval neko morda harmonijo, ne pa situacije, kot so nasilje in celo umori oziroma uboji. Teme tega predavanja bi bile sledeče, in sicer bi nekaj povedal o tej distinkciji med disocialno osebnostno motnjo kot tako in pa psihopatijo, nekaj o posebnosti odnosov, ki so tema letošnjega srečanja znotraj oseb, ki imajo to disocialno osebnostno motnjo, in pa vizavi odnosov teh oseb z drugimi osebami, ki te motnje nimajo. Potem pa morda še par besed o tem, kakšen globalni problem pravzaprav predstavlja lahko psihopatija, in pa nekaj še o teh pogojih, ki so morda ključni za manifestacijo tega zla. Skratka, strokovno korekten izraz za te osebe je disocialna ali pa antisocialna osebnostna motnja. Uporabljali bomo kratico DOM in znotraj te skupine ljudi obstaja ena skupina z distinkcijo, ki vendarle se razlikuje v enih kar pomembnih entitetah od ostalih znotraj disocialne osebnostne motnje in jih okarakteriziramo kot psihopate. Povedati moram, da je ta izraz morda politično in strokovno rahlo sporen, med drugim ga tudi nimamo v obstoječih veljavnih klasifikacijah duševnih motenj, ampak vendarle boljšega izraza za to entiteto trenutno nimamo. In v recimo strokovni literaturi, v celem tem korpusu raziskovalnih del je psihopatija kar, bom rekel, evidentna, evidentno omenjena, noben se ne ozira na to, ali bo ta izraz uporabil ali ne. V čem je skrivnost? Skratka, pri psihopatih je biološko ozadje bistveno v večji meri zastopano kot pa pri sociopatiji oziroma ta delež oseb z disocialno osebnostno motnjo, ki niso psihopati. V tem deležu lahko govorimo o tem, da so tu te motnje bolj pridobljene zaradi specifičnih neugodnih okoliščin tekom odraščanja, nasilja, bodisi po drugi strani nekritičnega razvajanja. In pa ena od ključnih entitet v tej distinkciji je stopnja anksioznosti. Pri psihopatih je praktično odsotna, medtem ko pri ostalem deležu te populacije je kar dobro zastopana. Zdaj, manipulativnost kot taka, to se pravi ta velika sposobnost igranja, manipuliranja, fasciniranja celo, reče se, da so psihopati lahko izredno prepričljivi, šarmantni celo. Videli bomo, v čem je pač ta
skrivnost te distinkcije, ne. Če se pogovorimo recimo o sami pogostosti te motnje, da vidimo, o kakih številkah pravzaprav govorimo, so podatki kar precizni, te študije se delajo periodično na dosti velikem korpusu preiskovancev, tako da lahko kar zaupamo tem številkam. Disocialna osebnostna motnja je zastopana nekje v praksi med 3 do 4% populacije, ne. Psihopatija kot taka pa v 1%, to se pravi bistveno manjši delež, ne, celega korpusa disocialno osebnostno motenih. Je pa seveda ta motnja zelo koncentrirana v določenih okoljih, kot so denimo zapori. Tam je približno polovica moških takih, ki ustreza oziroma izpolnjuje kriterije za disocialno osebnostno motnjo. Psihopatija pa je v tej populaciji zastopana pri približno 15%, ne. Pri ženskah je ta procent nekoliko nižji, je pa seveda tukaj treba omeniti en pojav, in sicer tako imenovan Cloningerijev prag, ki pomeni to, da so ženske sicer manj zastopane v tej populaciji, so pa po drugi strani v določenem procentu prenašalke genetskega materiala, ne, ki se potem manifestira v naslednjih generacijah. Dosti je govora tudi o prisotnosti te motnje pri osebah, ki so na vodilnih mestih v korporacijah, v drugih inštitucijah, in sicer je ta pogostost, kot vidite, višja kot pri ostali populaciji, ni pa spet tako visoka, da bi lahko nekritično okarakterizirali določene ljudi, ki pač delajo na teh področjih, da bi jih vse prek označevali s temi kar hudimi diagnozami oziroma oznakami. Diagnoza kot taka je seveda definirana, kdaj lahko o tem pravzaprav govorimo. Te osebnostne poteze morajo biti, bomo rekli, trajne, ne. Motijo, če tako nekako skrajšam ali poenostavim, tistega, ki to diagnozo ima, ali pa druge. Bolj pogosto je pravzaprav pri tej diagnozi moteča za druge, če govorimo o disocialni osebnostni motnji. Običajno ljudje nimajo vpogleda v svojo motnjo, lahko ga tudi imajo. In pa seveda o tej motnji govorimo od 18. leta naprej. Je pa res, da so prisotne običajno vedenjske motnje že v adolescenci pri tej diagnozi. Moramo pa seveda izločiti pri diagnozi ostale diferentne psihične motnje oziroma zlorabo psihoaktivnih substanc. Je pa res, da se zloraba psihoaktivnih substanc in pa disocialna osebnostna motnja v kar visokem procentu prekrivata, ne. Preko 50%. Kar se tiče diferencialne diagnostike, lahko imamo opravka recimo z kriminalnim vedenjem, ki je izolirano od ostalih karakteristik disocialne osebnostne motnje, tako da vsako kriminalno vedenje ne sodi v ta sklop, moramo vendarle gledati neko celoto. Potem že omenjena zloraba psihoaktivnih substanc, in pa včasih lahko o tej motnji razmišljamo tudi pri osebah, ki imajo narcisistično osebnostno motnjo, vendar pa pri teh osebah obstaja kar resna distinkcija, manj je agresivnega vedenja, bistveno manj kriminalnega vedenja. Pri mejni osebnostni motnji oziroma borderline, kot morda nekateri bolj poznate, imamo lahko ravno tako kar visoko stopnjo agresivnega vedenja in pa manipulativnosti, vendar pa ni toliko v povezavi z takšnimi cilji oziroma nagradami, ki so prisotni pri disocialni osebnostni motnji. Tukaj gre bolj za emocionalne situacije, ki generirajo tovrstno vedenje, to se pravi strah pred zapuščanjem in podobno. Tukaj imamo navedene sklope simptomov za disocialno osebnostno motnjo, in sicer bi morda izpostavil te na levi strani sprva, in sicer manipulativnost, ne, kot ena od ključnih entitet pri psihopatiji predvsem, ne. In pa seveda motnje na nivoju čustvovanja, to se pravi, lahko govorimo o praktično odsotnosti občutkov krivde in pa pomanjkanju ali pa celo kar odsotnosti empatije. To so najbolj značilne lastnosti za psihopatijo in jih tudi v veliki meri razlikujejo od ostalega kontingenta disocialne osebnostne motnje.
Določene tele lastnosti so bolj vpadljive, morda te na desni strani slajda, in sicer tako imenovan parazitski življenjski stil, pomanjkanje dolgoročnih ciljev in pa impulzivnost. Impulzivnost je seveda zelo vpadljiva, to seveda prinaša za sabo resne konfliktne situacije, tudi resna agresivna dejanja in tako naprej. Tukaj lahko vidimo en tak zelo uporaben diagram, ki nam pravzaprav na nek način ponazori to distinkcijo med narcisističnim spektrom in pa med psihopatijo. Predvsem pa je zelo dobro poznati distinkcijo med tako imenovanimi prilagojenimi psihopati in pa neprilagojenimi psihopati. Neprilagojen psihopat je vsekakor zelo vpadljiv, slej ko prej tudi konča v kakšni inštituciji, kot je zapor, zaradi takega neprilagojenega vedenja. To se pravi, da ta človek težje kontrolira impulzivnost, težje kontrolira oziroma načrtuje kriminalno vedenje, zato se ga tudi nekako prej ujame v narekovaju. Prilagojen psihopat pa ima seveda eno veliko sposobnost po eni strani manipuliranja, igranja, šarmiranja, po drugi strani je pa zelo inteligenten, in lahko to, svojo sposobnost realizira na tak način, da se ga nikoli ne ujame oziroma niti ne detektira, če nima ravno smole. In zdaj, kaj je ta ključna distinkcija med tema dvema, prilagojen in neprilagojen psihopat? Vidimo, da je to po eni strani inteligenca, stopnja inteligence predvsem. Medtem ko, če gledamo v drugi smeri, razlika med psihopati in pa po drugi strani ostalimi člani, če tako rečem, iz te skupine disocialne osebnostne motnje in pa narcisi, je pa to sposobnost čustvene navezave. To je ključna entiteta, ki opredeli pravzaprav ta desni pol, to se pravi psihopate. Zelo pomembno vprašanje v tem oziru je, kakšna je pravzaprav stopnja te biološke determiniranosti, kakšna je vloga genetike v tej zgodbi. Obstaja ogromno študij, ki to biološko podstat brez večjih dvomov dokazujejo. Meni osebno pa je najbolj pravzaprav ilustrativna tale prikazana študija, ki je narejena na podlagi tega, da so Danci zelo vestno beležili situacije v zvezi s posvojitvami otrok. Na osnovi tega vestnega beleženja se je dalo narediti tale krasna študija, in sicer, kot vidite, imamo dve situaciji, to se pravi biološke starše teh otrok, ki so šli v posvojitev, in pa po drugi strani starše, ki so jih posvojili, torej posvojitelji. In iz izmerjene količine kriminalnega vedenja pri vseh treh kategorijah, to se pravi bioloških starših, posvojiteljih in pa pri teh otrocih, je jasno razvidno, kot vidite pri teh številkah, da je tu genetski vpliv nedvomno prisoten v dokaj visokem procentu. To se pravi, če imamo biološkega starša, ki ima prisotno kriminalno vedenje, in pa posvojitelja, ki je ravno tako v tej skupini, imamo praktično 25% verjetnost, da bo ta otrok podoben. Skratka, zelo pomembno vprašanje pri tej populaciji je, kakšno je pravzaprav razmerje med biološkimi in pa kulturnimi determinantami, ki v končni fazi rezultirajo v takšnem človeku, s tako diagnozo. Želel bi omeniti par situacij oziroma par skupin, če rečem, populacije, pri katerih se lahko vprašamo, recimo, v kakšni meri je zastopana bodisi biološka, bodisi kulturna determinanta. In sicer, če se vzamemo za primer muslimansko okolje, kjer je recimo šeriatsko pravo v večji meri zastopano, in se vprašamo o tem, v kakšni meri je pri primeru umora iz časti zastopana biološka ali kulturna determinanta tistega, ki to naredi. To se pravi, tisti brat, ki ubije svojo sestro zaradi tega razloga, se pravi, ker se je ona morda vedla promiskuitetno, spala z nekom pred poroko in jo mora praktično ubiti, ali je to biološko determinirano ali kulturno, povsem jasno, da gre tu za pretežno kulturno determiniranost. Manj je mogoče to razvidno pri ekonomskih predatorjih, ker bo verjetno
bolj nagnjen k tej dejavnosti tisti, ki je biološko determiniran, po drugi strani pa ni nujno, ker če nam okoliščine to dopuščajo ali pa če to celo favorizirajo, da je bolj glorificiran, da bolje živi tisti, ki je bolj uspešen pri tej ekonomski predaciji, če tako rečem, je to seveda spet deljena, bomo rekel, deljena zastopanost teh determinant, ne. Ravno tako je problem recimo lahko pri spolnem vedenju, ne. Če razmišljamo recimo o enem obdobju seksualne revolucije ali pa o določenih okoljih, kjer je znano bolj, bom rekel, prisotno promiskuitetno vedenje, potem najbrž težko rečemo, da gre v tem primeru zgolj za biološki dejavnik. Najbrž, da je tu ta kulturna determinanta lahko ključna, ne, da se nekdo vede na tak način, na kakršnega se v enih drugih okoliščinah verjetno ne bi. Če se pa prav spomnite, je pri kriterijih za disocialno osebnostno motenost navedeno tudi to, te posebnosti spolnega vedenja. Potem, če se vprašamo o sodobnih fundamentalizmih, recimo obglavljanja talcev v islamski državi, potem je spet tu vprašanje količine kulturne determiniranosti. Ali pa če gledamo favele, revna okolja iz Južne Amerike, Afrike in še marsikje drugje, se lahko spet vprašamo, ali je ta ekonomska determiniranost ključna, se pravi revščina, ali gre tu po eni strani pa tudi za eno biološko determiniranost, najbrž, da so tisti, ki so bolj uspešni v narekovaju, tudi vsaj do neke mere biološko determinirani. Če se omejimo na odnose znotraj oseb z diagnozo disocialne osebnostne motnje, opažamo lahko par zanimivih posebnosti, in sicer ta način dojemanja sebe in drugih, pa tudi posameznikov znotraj te skupine, ne, obstaja ena taka, bom rekel, kar pomenljiva floskula, da govorimo o principu volkov in ovac, ne. Psihopati znotraj skupine se poskušajo rangirati na ta način, da se ugotovi oziroma dokazuje vedenjsko in še kako drugače, kdo je tukaj volk, kdo pa je v podrejenem položaju, v narekovaju ovca, ne. Zanimivo pa je to, da znajo navzven te osebe jemati ostale, bom rekel, člane populacije v smislu ovac, ne, ki so pravzaprav na tem svetu samo zato, da jih oni izkoriščajo, ne. Potem druga zelo pomembna entiteta je, da je pravzaprav gang, če govorimo o eni skupini ljudi, nekje velikosti 30 do 50 ljudi, da pravzaprav ti ljudje številčno ustrezajo značilnim skupinam iz celega lovsko-nabiralniškega obdobja. V tem času so ljudje živeli v skupinah podobnega ranga števila članov in na nek način se lahko to, glede na to, da je to zaprta skupina do neke mere, genetsko ujame se to situacijo, ne, in zelo velika verjetnost je, da se določene genetske značilnosti biološke v teh formalnih okoliščinah zaprte skupine na nek način replicirajo, ne. Potem seveda ljudje znotraj te skupine, ne, na nek način zaznajo, da so v nekem smislu odnosi med njimi kvalitetnejši lahko glede na odnose izven njihove skupine. Ker kot vemo, v postmodernem obdobju, če govorimo o odnosih na splošno, je tukaj kar dosti problemov v zvezi z trajnostjo teh odnosov, v zvezi z kvaliteto teh odnosov, in intuitivno in v praksi ti ljudje zaznavajo, da so v nekem smislu superiorni, glede na to, koliko se oni med sabo lahko zaupajo, seveda imajo med sabo tudi jasno probleme, značilne za kriminalne združbe, ampak kljub temu ta distinkcija obstaja. Vemo, da je ena od ključnih težav moderne družbe odtujenost, osamljenost, več kot 50–60% ljudi v mestih živi v enočlanskih gospodinjstvih in tako naprej. In z tega vidika je ta povezanost znotraj ganga lahko ena zelo pozitivna emocionalna kvaliteta, ki jim zagotovo nekaj pomeni in se tudi dobro navezuje na njihov narcisizem, če seveda obstaja.
Ta skupina je tudi konspirativna, se pravi še en dejavnik, ki ojačuje kohezijo te skupine. Zanimive so pa tudi vsebine racionalizacij vedenja, kriminalnega vedenja, torej znotraj te skupine, in če imamo možnost biti priča, pa lahko to tudi deduciramo iz gledanih filmov, iz prebranih knjig, na kak način psihopati ali pa disocialno moteni racionalizirajo kriminalno vedenje. Te vsebine znajo biti zelo, zelo seveda grobe. Kot rečeno, je to odtujenost odnosov v postmoderni družbi, to je bilo definirano že pred več kot 100 leti. Eden boljših teh znanstvenikov, sociologov, ki je to dobro opisal in definiral, je bil recimo Ferdinand Tönnies, ki je govoril o pogodbenem vzpostavljanju odnosov, o parcialnih odnosih, nestabilnih medosebnih odnosih in pa seveda o bistveno nižji stopnji solidarnosti, kot pa v tradicionalni družbi. In to je pač to, kar dobi ta pomen tudi znotraj te skupine, znotraj ganga. Če se vprašamo, zakaj imamo v določenih okoljih bolj zastopan ta tip odnose znotraj gangov, zakaj so določene mafije uspešnejše, je tukaj nekaj, bom rekel, zanimivih odgovorov na to. Zakaj recimo težko govorimo o nemški mafiji, o danski mafiji, o slovenski mafiji dan danes? To seveda ne pomeni, da te mafije ne obstajajo. Itak so te združbe običajno danes nacionalno mešane, včasih pa seveda ne. In te mafije, ki so tu navedene, so denimo prisotne znotraj določene države, ampak v tujini pa zagotovo ne. Težko bi rekli, da obstaja recimo slovenska mafija v Veliki Britaniji, ker enostavno ni. Vprašamo se ob tem seveda lahko, ali je to politično sporno znanstveno vprašanje, ali smo tu na robu kakšnih rasističnih teorij. Smo, vsekakor smo, ampak to še ne pomeni, da o teh stvareh ne smemo razmišljati in jih na nek način definirati. Recimo, zanimiva je situacija z razporeditvijo masovnih streljanj. Zakaj je zanimiva vizavi tega vprašanja? Ravno zato, ker je obratno razporejena kot pa recimo uspešne, kvalitetnejše mafijske združbe. Redko kdaj slišimo o masovnem streljanju v Mediteranu, v jugovzhodni Evropi, v vzhodni Evropi. Praviloma to čujemo v ZDA, v severni Evropi, tudi na Finskem so se dogajale. Tako da je to ravno v nasprotju z razporedom kvalitetnih mafijskih združb. Določena okolja, kar se tega tiče, imajo eno tradicijo uporništva in pa konspirativnosti zgodovinsko vezane. Recimo, če gledamo določene države, ki so bile nekoč del otomanskega turškega imperija, takrat seveda bilo logično, da so se ljudje konspirativno povezovali in upirali, in iz te tradicije ven je morda ostala neka povezava, ki se je potegnila v narekovaju v mafijske združbe. Skratka, se je nalegla na eno obstoječo kulturno matrico, morda pa tudi biološko. Sploh, če razmišljamo o epigenetiki, to se pravi, da se relativno hitro kulturni elementi lahko prevedejo oziroma zapišejo v biološki pul. Če razmišljamo o določenih družbah, ki so bile v daljše zgodovinsko obdobje praktično na nek način identične, kar se tiče političnega sistema. Konkretno, če govorimo na primer o Indiji. Indija kot taka ima par tisočletno tradicijo, kar se tiče civilizacije, in v tem kontekstu se ravno tako na nek način neprekinjeno kultivirajo te kriminalne prakse. In ta manipulativnost se lahko, bom rekel, manifestira v zelo, zelo prefinjenih, izpiljenih oblikah, ki jih bomo težje zaznali v kakšni drugi, bomo rekli, družbi ali državi. Vprašamo se seveda lahko tudi, ali se lahko establishment uči od kriminalnih združb. To bom pustil na nivoju retoričnega vprašanja. Kot eno parabolo bi pa uporabil eno zgodbo iz glasbe, in sicer je recimo na festivalu Maribor 2014, festival klasične glasbe, bil leitmotiv ukradeno, vrnjeno. To se pravi, motivi, ki so jih skladatelji
klasične glasbe uporabili iz folklornih ljudskih motivov, ne, in so jih uporabili v svojih znanih skladbah, so bili na nek način na okviru tega festivala vrnjeni na ta način, da so povabili izvajalce iz teh, ki izhajajo iz teh, bom rekel, primarnih folklornih okolij, denimo madžarski, romski simfonični orkester, ne. Ali lahko analogno v tem smislu razmišljamo vis-a-vis establishmenta in pa kriminalnih združb. In pa po drugi strani imamo v zgodovini evidentno dovolj dokazov, da se establishment lahko še kako kriminalno vede, če govorimo o nacizmu, o gulagih, o inkviziciji ali pa danes mogoče bližji ekonomski predatorji, ne. Kakšen obseg je pravzaprav tega? Podatki Urada Združenih narodov za kriminal, UNODC, dajejo dokaj jasne številke, ne. Se pravi, da govorimo o, če gledamo že podatek za 10 let nazaj, o takih številkah, ki so primerljive s proračunom ZDA za obrambne izdatke, recimo, ne. Govorimo o 7% globalne trgovine, to se pravi, da nam ta ekonomska moč brez dvoma prinaša tudi ekonomsko, torej politično moč, ne, z vsemi posledicami in manifestacijami tega, ne. Če hočete kot en tak primer, izvoljeni predstavniki, to se pravi ljudstva, če tako rečem, se pravi župani ali pa celo evropski poslanci, so bili že v določenih primerih dokazano inštalirani, v narekovaju, s strani mafije, ne. Govorimo o določenih primerih iz Bolgarije. Kaj o teh vprašanjih pravijo filozofi? To se pravi, želim vam osvetliti morda to, kateri pogoji pa pravzaprav favorizirajo ali pa vsaj omogočijo manifestacijo tega zla iz kontingenta psihopatije, če rečem, ne. Seveda, država je tukaj zato, da to na nek način poskuša omejevati, ne. To zastopnika tega principa sta, od bolj znanih sta bila na primer Kant oziroma Hobbes, proti recimo Rousseau, ki govori o tem, da pravzaprav sistem oziroma država omejuje v negativnem smislu tisto, kar je v človeku naravno pozitivno dobro, ne. Po drugi strani pa imamo recimo trditve, ki so meni osebno zelo všeč, s strani svetega Avguština, ne, ki situacijo primerja z mrakom. On pravi, da je mrak pravzaprav odsotnost svetlobe, da mrak sam po sebi ne obstaja, ampak če je svetlobe premalo, pač vidimo mrak, ne. In če se analogno vprašamo, kaj je v funkciji svetlobe na tem področju, ne, da se manifestira zlo pri posamezniku, če razmišljamo o določenem psihopatu, ali pa na širšem nivoju, kar sem omenjal predhodno, ne. Ali pa, če se predstavljamo eno partnersko, družinsko nasilje, pri tistih številkah, ki sem jih na začetku navedel, gre v večini primerov za družinsko in partnersko nasilje. Kriminalisti vedno rečejo, da v primeru umora najprej preverijo alibi družinskih članov, ne. Torej, pomembno vprašanje, kaj je v funkciji svetlobe v družini, pri partnerjih. Po drugi strani, če razmišljamo o spolnih deliktih, kaj je tu svetloba in kaj je tu mrak, ne. Vidimo lahko, da je ta koeficient, recimo, če govorimo o homicidu, ne, izjemno velikega razpona, ne. V Sloveniji govorimo o 0,1%, v državah, ki imajo pa najvišji koeficient, to se pravi Honduras, Venezuela, Mehika, govorimo pa o skoraj 10%, to se pravi, da imamo opravka z 100-kratnim razponom, ne. To se pravi, da so ti dejavniki in predvsem kulturni v veliki meri prav odgovorni za tako enormno razliko. Schelling denimo govori o tem, da je ključni problem to, da pri egoizmu individualna volja prevlada nad univerzalno občo dobro voljo in da zaradi tega psihopat manifestira pač svojo dejavnost, zaradi tega škoduje drugim in da je zlo, manifestacija zla, pravzaprav nujna cena za to, da smo svobodni, ne. In se temu praktično ne moremo izogniti. Zato so
tudi retorično vprašanje, zakaj sploh se dogajajo umori in uboji, pravzaprav dokaj otroška na nek način, ne. Temu se izogniti nikoli ne bomo mogli, ne, očitno. In v tem kontekstu se seveda upravičeno vprašamo, kaj pomeni permisivna vzgoja sama po sebi, ne? Ali ta svoboda brez drugih vzgojnih elementov ne pelje ravno v to, da bomo imeli več boljših pogojev za manifestacijo zla. Dobro to formulira tudi Schopenhauer in sicer govori o tem, da imamo opravka z med sabo sprtimi egoizmi, ki jim država natika na gobčnik, da je tega zla vendarle nekaj manj, ne. Zelo pomenljive so trditve Marquisa de Sada, denimo, ne, ki se kasneje nadgradijo z Nietzschejem in Freudom, in sicer trdi, da je to vendarle nekaj naravnega, ta, bom rekel, sla po uničevanju, nasilje in zakaj bi v tem primeru narava ne dodala ugodja in sla temu nagonu, če to ne bi bilo naravno, ne. Torej opredeli naravo kot hudodelsko, ne. In zanimivo, kar se tiče pojava recimo Hitlerja kot enega kvalitetnega reprezentanta manifestacije zla in psihopatije, ga je Goethe napovedal že praktično leta 1813. In sicer je govoril, kot vidite, da se pojavljajo ljudje, ki imajo neko izjemno demonično entiteto, ki sami po sebi niso odlični ne po duhu, ne po nadarjenosti in imajo neko enormno velikansko moč, ne. Retorično vprašanje, ali lahko razumemo psihopatijo, brez da bi razumeli procese, ki so kulminirali s pojavom nacizma, Auschwitza itd. Kakšno je tu bilo v tem primeru razmerje med biološkim in kulturnim, ne? Nedvomno, da so ti procesi, kar se tiče kulturnega kontingenta, tukaj izjemno pomembni in njihovo seveda razumevanje, ne. To je pravzaprav en rezultat teh procesov že praktično 100 in več let nazaj, in sicer, če jih skrčim v kratke trditve, ki jih je bolj precizno opredelil Freud, da dobrega in zlega v naravi praktično ni in da je narava moralno indiferentna. Govori zgolj o močnem in o šibkem, ne. To je seveda potem dalje razvil oziroma že pred tem Nietzsche, ki je govoril, da je s tem, ko smo preko razvoja humanističnih in naravoslovnih ved na nek način, v narekovaju, ubili Boga in smo naredili formalni prostor, da ga je nadomestil nadčlovek, ne. Vemo pa, kam je to razumevanje družbe pripeljalo, ne. Zanimive so trditve oziroma opredelitve Freuda o 3 žalitvah človeka kot takega, kozmološka, biološka in pa psihološka. Kozmološka pomeni to, da smo dojeli, da Zemlja ni v središču vesolja, oziroma dokazali, po drugi strani biološka, da človek ni nekaj posebnega znotraj narave, in pa psihološka, da človek kot tak v okviru tega, da ga dojemamo kot racionalno bitje, da je vendarle podvržen vplivu podzavesti, ki ga ne obvladuje v številnih primerih. V današnjih razmerah, če razmišljamo, kaj nas čaka vizavi te svobode, vizavi manifestacije zla, ne, smo seveda v določenem kaosu, in sicer z nekega vidika to dobro formulira nemški sociolog Gehlen, ne, in sicer govori o tem, da nas bo praktično skurila naša lastna civilizacija. Odlično je to prikazano v filmu Falling Down, Michael Douglas kot glavni igralec v tem filmu, če se morda spomnite, drugače vam ga vsekakor priporočam v ogled. Tukaj je govora o tem, da se človek, posameznik v kulminaciji določenih silnic enostavno izgubi in več tega ne zmore in postane, poleg tega, da je obupan, tudi agresiven, ne, in takšna agresija je lahko seveda ključna pri masovnih pobojih in tako naprej, ne. Človek naj bi se na nek način osamosvojil od narave, zdaj se pa civilizacija kot taka osamosvaja od človeka, ne.
Zdaj, morda za zaključek bi v tem kontekstu vseeno bilo dobro povedati v enem pozitivnem smislu, kaj o tej celi zmešnjavi pravi Kant, ne, da imamo vendarle upanje v tem, da imamo dolžnost do zaupanja, ne, da poskušamo ravnati tako, kot da sta Bog ali naša narava z nami imela dobre namene. Ne. Pa, če se še vprašamo, ali je res vse tako črno, ne, ni. Tukaj imamo graf, ki nam prikazuje, koliko ljudi pravzaprav umre od roke drugega človeka, če tako rečem. In če gledamo od leta 1300 pa do danes, je ta pogostost seveda zelo, zelo upadla, ne. Če kdo rad bere o tej tematiki, mu absolutno priporočam knjigo Stevena Pinkerja Better Angels of Our Nature, ne, ki jo lahko pokažem. Knjiga je debela, približno 900 strani, ampak vredna branja in v njih poskuša razložiti ta padec teh grafov, ki jih tukaj vidimo. Poleg tega, če razmišljamo, da je v Sloveniji tak porast teh resnejših agresivnih dejanj, lahko po drugi strani omenimo tudi to, da je pravzaprav Slovenija ena najbolj varnih držav na svetu. Če pogledamo ta graf, koliko žensk oziroma moških je strah hoditi ponoči okoli po svojem okolju, vidimo, da je Slovenija praktično najbolj varna država v Evropi in s tem verjetno med varnejšimi tudi na svetu. Tako, se zahvaljujem za pozornost. Za zaključek pokažem še fotografijo Milana Stepišnika, ki je leta 1941 bojkotiral fašistični pozdrav na podelitvi priznanj v športnem tekmovanju in pokazal, kaj to pomeni hrabrost, kaj to pomeni srce v taki situaciji, ko kulturni elementi na nek način prisilijo, bodisi preko konformizma, bodisi celo preko drugih principov do tega, da človek v takem primeru dvigne roko v fašistični pozdrav. Hvala, nasvidenje. Najlepša hvala, magister Pustoslomšek, za to večplastno predstavitev problematike. Najlepša hvala za predavanje, je bilo izredno zanimivo, ne glede na predstavitev ali pa ne. Vprašanje precej, začela bi s prvim, če se psihopat kljub svoji osebnostni motnji lahko odloči biti dober oziroma početi dobro, čeprav tega ne čuti. Pardon, lahko ponovite vprašanje? Seveda. Če se psihopat kljub svoji osebnostni motnji lahko odloči biti dober oziroma početi dobro, čeprav tega ne čuti. Zagotovo se lahko odloči, ne, ker če se vprašamo, kdaj bo psihopat manifestiral te svoje kvalitete v narekovaju, ne, če so njegove potrebe izpolnjene, potem je pravzaprav relativno malo verjetnosti, da bo to storil, ne, seveda odvisno zdaj, v kateri je njegov ta, bom rekel, v narekovaju vrednostni sistem, ki ga zanima, ali je to materialna korist, ali je to ubijanje, ne, ali je to spolni delikt, ne. V določenih kontekstih se bo težko omejeval, ne, ker mu ne bo nikoli dovolj, ne. Če pa ima te bazične potrebe, recimo v veliki meri izpolnjene, tudi materialne, recimo, potem je verjetnost manjša, da bo manifestiral svoje, bom rekel, značilnosti. Se pravi, bi lahko oziroma se delal bolj empatičnega, ne samo iz manipulativnih razlogov, ampak pač, ne vem, kot želja biti bolj normalen, ali kako? Lahko, ali pa če recimo vzamemo za primer ekonomskega predatorja, ne, če mu zadeva gre dobro od rok, potem brez da koga ekstra prizadene, ne, tega potem morda ne bo počel, ne. Seveda pa v celoti gledano veliko večja verjetnost, da bo, če ima priliko, ne. Če govorimo pa o nekomu, ki ima, ne vem, serijske morilce, pa seveda vsebina povsem drugačna, on se bo pa težje ustavil, ne. Okej, naslednje vprašanje, kako je s tem, da veliko ljudi z disocialno motnjo želi postati psihiater? To pa pravzaprav ne vem, če drži, ne bi se ravno strinjal s tem, ne. Okej.
Je pa res, da se najde zagotovo tudi kakšne motnje v tej populaciji, zakaj ne? Koliko pa je recimo pogosta prav disocialna osebnostna motnja tako? Ja, približno 3-4%, ne, kot sem rekel, populacije. Psihopatija kot taka pa 1%. Ja. Ok, še eno vprašanje. Ali bi lahko rekli, da v sodobni družbi ljudje z disocialno osebnostno motnjo bolj prosperirajo kot empatični ljudje? Tega ste se malo tudi dotaknili že. Da frustrirajo? Da prosperirajo. Prosperirajo? Ni nujno. To je, zdaj, tisti, ki imajo nižji IQ, pa ki so bolj impulzivni, imajo zelo veliko verjetnosti, da končajo v penalnih ustanovah relativno hitro, ne? In se življenje toliko zakomplicirajo, da pravzaprav ne prosperirajo, ne? Če pa je IQ visok, ne, pa če znajo skrotiti svojo impulzivnost, potem pa znajo narediti ogromno škode, vsekakor. Hvala. Prosim. Še vas bom malo vprašala stvari, ker imamo še malo časa. Ja. In sicer naslednje vprašanje pravi: večina psihopatov poskuša zaigrati normalno osebo. Kaj pa normalne osebe, ki igrajo psihopata zgolj zato, da bi jim bilo v življenju lažje? Ja, to bi recimo šlo lahko tudi v okvir tako imenovane histrionične osebnostne motnje, ne, ki seveda, da bi jim šlo lažje. Zdaj, če vzamemo mogoče medosebne odnose, da nekdo zastrašuje partnerja, ne, pa se dela morda enega psihopata, pa v resnici ni to recimo možno, ne. Tukaj je to ena čisto racionalna korist, ne. Lahko je to kulturno determinirano tudi do neke mere, ne. To se pravi, tisto okolje, ki sem jih prej malo nakazoval, ne, kjer je zaželeno, da je moški, recimo, ne, bolj tough sorte, ne, potem marsikdo igra, da je tough guy, ne, čeprav v resnici ni, ne. Kulturna determiniranost, torej. Pa še zadnje vprašanje, kakšna je razlika med psihopatijo in sociopatijo? Ja, psihopatija je vezana predvsem na osebnostne lastnosti, ki jih je včasih težje detektirati, to se pravi, ključno je odsotnost empatije, občutkov krivde, moralne vrednote so zgolj zaigrane, v resnici jih ta človek nima, ne. Sociopat pa je običajno tisti, ki ni toliko biološko determiniran, ampak nastane bolj zaradi neustreznih pogojev tekom odraščanja. Lahko je to tudi vpliv okolja, ulice, če hočete, da se bolj poenostavim. In ta kontingent pa ima načeloma več teh, čustveno so bistveno bolj zreli, imajo prisotno to sposobnost čustvovanja, vendarle nekaj več, malo več občutkov krivde. In pa ključna razlika je anksioznost, ne, pri sociopatu je visoka, ne, pri klasičnem psihopatu pa je praktično ni. Zanimivo, hvala. Prosim. Najlepša hvala vam za sodelovanje, magister Pustošlemšek. Prosim. Srečno. Srečno.